Lep pozdrav, v Velikih Laščah smo in sicer na domačiji Primoža Trubarja, ki se razteza kar na enem velikem zemljišču. Zdaj pa mene zanima, najprej lahko napoveva dogajanje, namreč ob 500. obletnici rojstva Primoža Trubarja se že celo leto dogajajo stvari in ena se bo zdaj tudi zgodila. Po mojem najbolj že kar vi razložite. Ja, zdaj v septembru začenjamo s tednom evropske kulturne dediščine. Gre za neko evropsko prireditev, kjer tudi Slovenija sodeluje. Začenjamo se pravi, to je prvi dan dnevov evropske kulturne dediščine, ki se začenjajo tukaj na Trubarjevi domačiji. To bo v soboto. To soboto 20. ob 5. bo slavnostni nagovor predsednika države dr. Danila Türka. In potem sledi še otvoritev slikarske razstave in cel teden bodo še neke prireditve, ki pa naj bi se končale v nedeljo z recitalom Trubarjevih pesmi v cerkvi Svetega Jerneja tamle gor na Rastci. Ampak do tega ne bo prišlo. Do tega ne bo prišlo, do dogodka samega bo prišlo, ampak do lokacije pa ne bo prišlo, ker nam je škofija Ljubljana prepovedala oziroma ni nam dovolila uporabe cerkve za ta recital. Tako da bomo ta recital izvedli tukaj v spominski sobi Primoža Trubarja na Trubarjevi domačiji. Kakšen recital pa je to, da je tako zbodel v oči in ušesa? Sploh ne gre za neko vsebinsko nasprotovanje nekim ekumenskim vzdušjem, nekem ekumenskem vzdušju, ki zdaj le traja v Sloveniji. Ampak gre po mojem za preprosto nagajanje cerkve, stališča moči. Namreč scenarij sam je preprost. Gre za izseke iz Trubarjevih pisem, iz Trubarjevih del, ki opisujejo njegov odnos do kulture, do obnašanja malega človeka, do cerkve. In tukaj jaz ne vidim popolnoma nič spornega. Cerkev kot taka, kot inštitucija pa se je naslonila na en delček, kjer Trubar omenja, da ni najboljše, če ljudje preveč verjamejo cerkvenim dogmam in da jim nosijo denar. Cerkvena oblast se pod tega, on pravi, redi in ne reče nič. Mislim, da jih je tole zbodlo, ampak to je pač del Trubarjevih misli, del Trubarjevega dela in preko tega naj ne bi šli. Ampak kdo vam je poslal odgovor, ki je bil pač tak, kot je? Cerkev ima neka pravila igre. Namreč župnik bi mogel za vsako cerkveno posest dovoliti uporabo. Zdaj pa on ima neko diskrecijsko pravico, ali to odloči sam, ali pa pošlje v vednost na škofijo. Negativni odgovor pa je podpisal dr. Jamnik, to je škof na ljubljanski nadškofiji. Ste se pogovarjali z župnikom vašim tule? Ne, z župnikom se nisem pogovarjal, sem pa poslal v vednost tale dopis škofu Erniši, se pravi angličanskem škofu, potem sem poslal županu, naši podžupani, katoliškemu duhovniku Štrublu v Stuttgart, skratka tem ljudem, s katerimi imam vsakodnevne kontakte in vsi se čudijo, kako je do tega sploh lahko prišlo. Ste mogoče razmišljali, da bi v kakšni drugi cerkvi ta recital izvedli? Ne, nismo, zato ker ta teden kulturne dediščine bo tukaj na Rastci in mislim, da vse prireditve spadajo sem. Bi pa to bil to lep zaključek v cerkvi, kjer je Trubar živel, pridigal, ustvarjal, in to se nam je zdelo primerno. Zdaj bomo pač tukaj v Trubarjevi domačiji. Še nekaj bi rad povedal, protestno sem pa tudi pisal škofov, metropolitu nad škofov Urano. In že kakšen odgovor? Ne, ni še. Pričakujete odgovor? Kaj naj rečem? Upam, da se bo oglasil. Nisem pisal kot neko pritožbo, ampak čisto tako v znamenje nekega ekumenskega duha. Naj pove, kaj misli, ne pa kot pritožbo.